Vse države, ki so na zemljevidu pobarvane modro, so članice NATO ali Severnoatlantske zveze. Med njimi je od leta 2004 tudi Slovenija. Med članicami velja, da si med seboj vojaško pomagajo in da napad na eno izmed njih pomeni napad na vse. Da bi razumeli spor med NATom in Rusijo, moramo pogledati v zgodovino. Organizacija NATO je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni leta 1949. V njej so se povezale članice tako imenovanega zahodnega bloka. Veliko moč v njej so imele in jo še imajo Združene države Amerike. Zelo pomembna in velika država v istem obdobju je bila Sovjetska zveza. V njej je bilo povezanih več republik, največja in najvplivnejša je bila Rusija. Vojaško pa je bila Sovjetska zveza z nekaterimi drugimi državami povezana v podobno zavezništvo kot je NATO, imenovano Varšavski pakt. Za ta čas je značilno, da sta državi ZDA in Sovjetska zveza, ki sta imeli vsaka svoj sistem delovanja, druga drugi grozili z orožjem, a ker ga nista uporabili, to obdobje imenujemo čas hladne vojne. Hladna vojna se je uradno končala leta 1991, ko je Sovjetska zveza razpadla na več samostojnih držav. Trenje pa še traja. Več držav vzhodne Evrope se je pridružilo NATO, Rusija pa je nasprotovala in še nasprotuje temu, da bi se NATO pridružila tudi Ukrajina, saj ob svoji državni meji ne želi NATovega orožja. A NATO vztraja, da ima vsaka država pravico sama presojati o tem, s kom se bo povezala v zavezništvo. A Ukrajina v NATO vseeno ne bo sprejeta po hitrem postopku. Od začetka vojne sta se za priključitev k NATO odločili tudi Švedska in Finska, a še nista članici.